Lepo pozdravljeni, jaz sem Franci Matlos, odvetnik gospoda Janeza Janše v tem procesu, oziroma v tem postopku pač obdolženega žal. Za tisti, ki me še ne poznajo, zahvalil bi se tem, ki so danes prišli, me poslušati. Upam, da vam bom povedal kaj novega, ne samo tisto, kar ste že slišali v mediju, kar ste že imeli priliko slišati o tem. Predvsem bom upozoril na posamezne stvari, ki mogoče tudi v javnosti še niso toliko znane, da bo malo bolj jasna situacija, na podlagi česa je sodišče sprejelo na prvi stopnji obsodilno sodbo za gospoda Janeza Janše in malo pač pojasnil tudi moj vidik gledanja tega kazenskega postopka. Zdaj, seveda, spoštovani profesor Štovruš Šturum je rekel, da ne bi bil namen kritizirati pravosodja in dela sodišč, da bi delovali normalno pri prijatelji, seveda v tem domenu, da opozarjamo na take. Jaz žal sem treba v takem položaju, da sem istočasno zagovornik, pa seveda moram biti, sem v tem primeru lahko tudi malo bolj subjektiven, in mogoče včasih manj objektiven, tako da bom vseeno mogel biti kritičen. Kritičen predvsem zaradi tega, ker že ves čas od začetka samega postopka ocenjujem, da pač dejansko je prišlo do takšnih napak, ki bi lahko vodijo k sklepanju, da je bila v nekem delu oblasti oziroma pravosodje zlorabljeno za ta kazenski postopek. Seveda ne bom rekel nič o političnem vidiku ali o politiki in motivih tem ravnanjem, pa bom enostavno se vnil na to, da bom predstavil dejstva, ki so pač po mojem gledanju seveda nesporna in seveda prepustil, da si vsak sam ustvari občutek o tem, ali gre zgolj za naključja, ali gre zgolj za nestrokovnost, ali pa sem jaz morebiti tudi zmotil, pa napačno gledam na to zadevo. Torej, če bi začel od samega začetka, začetek pa ne bom začel na Finskem in tam, ker verjetno to ne zanima, pa ne bom se dosti opredeljeval v teh dokazov, ki so bili po moji oceni seveda najprej izvoženi, pa potem uvoženi. Nazaj v Slovenijo, kot se bom kar začel, moj začetek bo za vložitvijo obtožnega predloga zoper gospoda Janeza Janša, ki ga vložila takratna državna tožilka, gospa Hrasterjeva, in sicer 6.8.2010. Zdaj, seveda ne morem se izogniti občutku, da je bil ta obtožni predlog takrat, bom rekel, nekvaliteten, nepopoln, slabo sestavljen, slabo pripravljen, vsaj kar se tiče seveda same opredelitve kaznivega dejanja, pa napolnitve posameznih zakonskih znakov tega kaznivega dejanja. Občutek imam tudi, da seveda glede na samo zgradbo in opis tega kaznivega dejanja, da je pač tožilka imela nekako potrebo potem, da obdolži gospoda Janeza Janša, čeprav po moji oceni se je morala ali pa bi se saj morala zavedati, da v tisti fazi, ko je pisal obtožni predlog, pa tudi pozneje, ker se je pokazalo, da skozi samo glavno obravnavo ni bilo nikakršnih dokazov za to, da bi lahko utemeljeno sklepali, da je torej storil to kaznivo dejanje. Torej ni bilo poimenovanega utemeljenega suma, jaz pravim, da niti suma ni bilo, da bi storil to kaznivo dejanje. Zdaj, zakaj takšno ukrepanje, pa tudi zakaj nekako pomanjkanje tistih osnovnih komponent, kot so kraj storitve, čas storitve, način storitve in tako naprej, ker bom pozneje o tem tudi povedal. Bom rekel, da deloma po moji oceni tudi zato, ker se je modilo, da ta obtožni predlog vloži in vložila ga je nekako, vsaj kakor ga je ona definirala tik pred morebitnim zastaranjem te zadeve, ker bi ta obtožni predlog nosili še datum 6.8.2010. In se je modilanje pač moralo nekako opredeliti, da ne bi bil nek čas, ki ne bi se torej dogajanje, historični dogodki ne bi se dogajali leta 2005, da je pač nekako bila prisiljena podpisa, da ne bi se to med
dogajalo nekje koncem leta 2005 oziroma avgusta 2005 in potem seveda tudi sestavil obtožni predlog. Zakaj menim, da je že v tej fazi pri pisanju obtožnega predloga prišlo do nekaterih nepravilnosti, v moji oceni celo nezakonitosti, bom na kratko skozi obtožni predlog samo na par takih jasnih indicov, ki kaže na to, da tožilka pri pisanju tega obtožnega predloga seveda ni bila nepristranska, pa niti ni delovala v smislu določb zakona o kazenskem postopku in zakona o državnem tožilstvu, ki zavezuje, da pošteno in pravilno predstavlja vse okoliščine, tako tiste, ki bi obdolženega morebiti obremenjevali, kot tiste, ki bi ga razbremenjevali. Glejte, v obtožnem predlogu, v obrazložitvi sveda obtožnega predloga, ki je nenavadno dolga za obtožni predlog, jaz pravim sveda, kadar nimaš zadosti dokazov, potem se zatečeš k temu, da veliko napišeš, pa malo poveš, tako kot v tenorju te obtožnice je veliko zapisano, pa zelo malo konkretizirano. Je zapisano kar par stvari, ki so jih že v samem pisanju znane, da po moji oceni niso resnični. V obtožnem predlogu gradi svojo tezo, da je gospod Janez Janša v seveda sostorilstvu za gospodom Zabožnom nekako spremljal, nadzoroval, kar bom poznaj povedal, da to sploh ni relevantno za sam očitek kaznivega dejanja, ampak vseeno spremljal, nadzoroval in sodeloval v tem postopku izbire pač najugodnejšega ponudnika za izdelavo vozil 8x8, torej v tem javnem naročilu, ki naj bi bilo seveda uradno dejanje. In to nekako utemeljuje tudi z enim elektronskim sporočilom, ki jih je seveda res treba gledati po celotno, ampak tudi vsakega posamezno ceniti in skozi to dobiti neko sliko verodostojnosti teh elektronskih sporočil, s katerimi se v javnosti ustvarja občutek, da pač nekaj pa že je na tem, če jih je toliko bilo. No, in eden izmed teh je bilo tudi eno elektronsko sporočilo, ki v spisu nosi pač oznako dokument 180. No, in to je pač eno elektronsko sporočilo, ki ga zopet pošilja pač Riedl, to je tako imenovani agent Patrije, ki je imel pač za Patrijo sklenjeno pogodbo za Slovenijo, Hrvaško in za druge trge, pač jih zastopa na teh trgih in kot agent deluje in zbira pač določene informacije, in tako je tudi plačan. No in ta gospod Riedl, ki je osrednja os tega dogajanja in vseh elektronskih sporočil, kajti ta sporočila so tekla od njega pa na Finsko do Patrije, pač opisuje v enem sporočilu, tem 180, ki nosi datum 5.12.2005, no, opisuje o tem, da naj bi gospod Jurček Cekuta pač obiskal ministra Karla Erjavca v zvezi z samim tem javnim naročilom, se pri njemu pa zglasil in pač povedal, da lobira za Patrijo, no in da bi bil, da je dokazovala vlogo seveda Zabožna in posredno tudi gospoda Janeza Janšo, pač opiše, da je gospod Erjavec takoj po tem obisku pač poklical Zabožna in protestiral, kaj se zdaj dogaja v tem smislu, da mu je potrebno biti bolj previden in da naj se nihče pod njemu več ne zglasi v tej zvezi. No in iz tega ona zaključuje, da je seveda vloga Zabožna razjasnena v tem postopku in tudi vloga potem povezava do gospoda Karla Erjavca, ki pa je v tem postopku bil uradna oseba in je dejansko tudi odločal o izbiri najugodnejšega ponudnika in tudi podpisnik pogodbe poznejše. No, da je vedela, da to ni res, je že v predkazenskem postopku, ko je bil gospod Erjavec seveda po policiji zaslišan,
tudi sam pojasnil, kajti na njega sta letela dva očitka. Očitek iz tega dokumenta 180 in očitek iz drugega dokumenta, ki ima znako 97, torej to je bil pa zopet SMS poročilo med Riedlom, torej Avstrijcem Riedlom in Fincem Nitenenem, kjer je gospod Riedl zopet obveščal Nitenena, da se more, da je dogovorjeno, da se z gospodom Erjavcem dobi naslednji dan na Dunaju, kjer se bodo dogovorili določene podrobnosti. No, gospod Erjavc je že v predkazenskem postopku pojasnil, da seveda nikoli se ni videli z gospodom Ceputo, to je poznaj povedal tudi na glavni obravnavi, da seveda ne drži, da bi kadarkoli z gospodom Zabožnom o tem komuniciral, da ne drži, da bi kadarkoli bil na Dunaju, do tem ne ve nič in da je to čista neresnica. No in glede na to, da je bil gospod Erjavc takrat minister za obrambo in varovan oseba, je v predkazenskem postopku to preverjeno in dejansko je bilo ugotovljeno, da je vsebina tega sporočila neverodostojna, ker je gospod Erjavc ni bil ne na Dunaju, ne tisti dan ni bil tam, kjer se v obtožnem predlogu navaja, da bi bil. No, zakaj sem to poudaril? Zato, ker skozi te elektronska sporočila, ker sodišče podneje v sodbi utemeljuje tudi krivdo gospoda Janeza Janše in se sklicuje na te posredne dokaze, je jasno, da je tožilka v tisti fazi, ko obtožni predlog pisala, to vedela. Pa kljub temu je v obtožni predlog napisala to dejstvo, kot da je dejansko takšno, kot da on napisuje, torej, da se je to resnično tako zgodilo, čeprav je bilo jasno, da se to ni zgodilo. Podaril sem to tudi zaradi tega, ker tako kot se je razčistilo vloga gospoda Erjavca v teh elektronskih sporočilih, ob dejstvu, da je bil varovana oseba, bi sodišče tako razčistilo tudi vlogo gospoda Janeza Janše v očitkih, ki izhajajo iz obtožnega predloga, torej v posameznih datumih, ki tožilka črpa, ne bodi si zakovnika ali pa iz teh elektronskih sporočil. Ampak očitno je bil namen, da se dejansko stanje v celoti ne ugotovi in preveri že v samem predkazenskem postopku, ki poznaj na obravnavi, kajti nihče teh datumov ni preveril, kajti gospod Janez Janše bil varovan osebe in jih nedvomno lahko preveril, ampak se je tožilstvo zateklo k temu, da je bil neugotovljen čas, pa neugotovljen kraj. Torej, potem dejansko tega niti ne moreš preveriti, naprej je bilo ves čas postopka opozarjeno. No, tako je bilo tožilski v pisanju obtožnega predloga znano tudi eno drugo dejstvo, ki je pozneje služilo kot dokaz, in sicer to je bilo dejstvo, da Marija Crnkovič torej nikoli ni poslala sporočila Riedlu in Nitenenu, torej Riedlu pozneje pa tam Nitenenu, in to je bilo sporočilo, ki je nosilo datum 8.9.2005, to pa seveda je datum, ki je v tenorju obtožnici tudi upisan. No, iz tega elektronskega sporočila, ki ga Marija Crnkovič nikoli ni poslala, ne bi izhajalo v tistem kritičnem delu, ki ga tožilka uporablja kot utemeljitev udeležbe gospoda Janeza Janše pri izpolnitvi tega kaznivega dejanja, da bi pač Ropis moral uskladiti še določene aktivnosti z predsednikom vlade in da bi se potem oglasili naprej. To je tako imenovan dokument 133. No, v zvezi tega elektronskega sporočila se je pač pozneje zgodila cela kalvarija, kajti ko smo ugotovili, da tožilka navaja nekatere neresnične dejstva v obtožni predlog in ne navaja tako, kot izhajajo v isto vlog, kajti policija je zopet ugotovila in jasno zapisala, da to sporočilo ni bilo nikoli poslal, kajti to je ugotovila v pregledu računalnika. Tožilka pa je zatrjevala, da naj bi to sporočilo bilo poslalo in da to potrebuje, da je gospod Janez Janše bil vmešan to kaznivo dejanje. Smo zoper
tožilko Barbaro Gobec-Krakster takrat vložili pač tudi kazensko ovadbo, potem je to resultiralo z obtožnim predlogom in podalje na koncu je prišlo do tega, da sta jaz in gospod Janez Janša obtožena, da sta jo razžalila s tem, kot smo rekli, da je zapisala neresnico v ta obtožni predlog. To so zdaj pač dejstvo, po moje, gledanje na stvar. No in potem se pripeti še ena stvar pri pisanju tega obtožnega predloga in sicer zapiše v obtožni predlog, da v tistem kritičnem času, torej jeseni 2005, da naj bi bila komunikacija med gospodom Zagožnim in gospodom Janezom Janšo zelo intenzivna in naj bi se intenzivirala prav v tistem času, ko naj bi prišlo do tako imenovane sprejema obljube nagrade oziroma ko naj bi Zagožen zahteval neko obljube nagrado, zato da bi posredoval, jaz seveda pravim narobe, kot se v tožnem predlogu, da bi posredoval pri izbiri lokalnega zastopnika, ko pa tožilstvo to zatrjuje, ne pa pri vplivanju na uradne osebe. No in zakaj to izpostavljam? Izpostavljam zato, ker je bilo v tistem času tudi poznano, da dve telefonski številki, za katere v obtožnem predlogu zatrjujem, da so pripadali gospodu Janezu Janše, je bilo znano, ker policija to že ugotovila, da ena telefonska številka je bila telefonska številka stranke SDS, ki se uporabljala kot dežurna številka stranke SDS. Druga telefonska številka je pa bila telefonska številka predsednika vlade. No, ampak ne glede na to, bi tožilka seveda, kolikor bi želela in bi morala seveda pravilno upisati dokaze in tudi dejansko stanje, ki ga je ugotovila v tem predkazenskem postopku, bi morala upisati tudi dejstvo, da je policija ugotovila, da v 2 letih na obe številki seveda je bilo samo 24 klicev in nekaj SMS sporočil med gospodom Janezom Janšo in med gospodom Zagožnom. No, in tak pregled tudi, ki kaže, kako so te klici potekali. No in zanimivo je bilo to, da so pač označili, da sta oba telefona pripadala gospodu Janezu Janši, potem je povezala do gospoda Zagožna in gospoda Krkoviča. No, ampak kaj je relevantno? Kolikor bi pogledala na izpise sveda telefona, ki so bili pridobljeni za 24 mesecev, torej za celotno kritično obdobje pred in po tem obdobju, bi ugotovila, da tam, kjer se pojavlja morebiten telefonski klic med gospodom Zagožnom, da je tukaj in med gospodom Janezom Janšo, je vedno rezultat nič na koncu, kjer je čas pogovora in klica. Kar pomeni, da v vseh teh klicih nikoli ni bila zveza vzpostavljena in do komunikacije ni prišlo in seveda gospod Zagožen je večkrat poklical na tisti telefon, ki je pripadal tako stranki SDS, kot tisti telefon, ki je takrat uporabljal gospod Janez Janša, pa vedno do rezultat nič. Torej v 24 mesecih komunikacije ni bilo. No, ko sem na to večkrat upozoril, potem tudi pozneje na glavni obravnavi, je prišlo do spremembe obtožnega predloga iz neznanega načina v neznan komunikacijski način. To je bil rezultat, zakaj je prišlo, ker so se vsi spraševali, zakaj je tožilec Karlinc, gospod Karlinc spremenil obtožni predlog, ker je bilo najprej nelogično, najprej bil neznan način, potem je bil pa neznan komunikacijski način. To izvira iz tega, ker je takrat tožilka v obtožnem predlogu zatrjevala, da je komunikacija med dvemi poimenovanimi sostorilci po tem obtožnem predlogu bila in da je bila celo intenzivna v tistem času, čeprav je imela podatke, da te komunikacije enostavno ni bilo. No, ko smo se soočili z vsemi temi dejstvi,
ki so bila nesporna in so izhajala že iz same listinske dokumentacije o vložitvi obtožnega predloga. Ne pozneje, ki se seveda pokazalo z dokazi, da je bilo stanje drugačno, pa še takrat izhajala, tako kot je izhajalo sporočilo, verjetno ste to že vsi tudi slišali, ko je bil očitek, da naj bi se gospod Janez Janša pa gospod Zagožen pa srečala v Mariboru v hiši takratnega župana. No, tožilka tudi to v tem obtožnem predlogu vehementno zatrdi, čeprav bi to v predkazenskem postopku bilo seveda brez težav preveriti. Zopet to izhaja iz elektronskega sporočila, ki ga je Riedel poslal zopet Litenen, po mojem oceni seveda zato, da je upravičeval svojo vlogo in pomembnost v tem postopku in svojo zaslužbo. No in zopet je bilo poslano sporočilo elektronsko oziroma SMS, iz katerega pač Riedel pravi, da se naslednji dan srečajo v hiši mariborskega župana. Seveda takrat je bil mariborski župan gospod Somič. Vsakdo bi lahko pred vložitvijo obtožnega predloga tožilstva in tudi policija bi lahko to brez težav preverila. Pa ni preverjalo, ampak je enostavno v obtožni predlog zapisal, da so se pač v Mariboru srečali in to je bil zopet eden od dokazov, da te elektronska sporočila kažejo na udeležbo gospoda Janeza Janše v tem, bom rekel, pri storitvi tega kaznivega dejanja. No, pozneje je bilo jasno povedano, da gospod Somič nima hiše, da ima stanovanje, da celo takrat ga je prenavljal, in je on rekel, da je to smešno, da če bi sploh bilo pomislil, da bi se dobivali v njegovi hiši in da nikoli takega sestanka nikoli z nikom od teh se nikoli ni srečal. To je bilo vse mogoče preveriti, ali pa že na podlagi logičnega sklepanja podvomnikov verodostojnost takega sporočila, kajti že samo splošno vedenje o tem, da je bil župan gospod Somič, pa da gospod Janez Janša se nikoli verjetno s njim ne bi sestal, sploh pa ne v njegovi hiši, če bi jo že imel, ne? Še najmanj pa, da bi se tam družili, pa kakorkoli dobivali, to je že po samo po sebi nekako nenaravno, če temu tako rečem, lahko ne, kje pa še, da bi bilo sploh kaj takega res. No in zakaj se zdaj sem teh par stvari, na katere smo tudi v postopku opozarjali, zakaj se na teh par stvari upozorili. Zato, ker sem na stališču, da si je tožilka pač takrat privoščila enostavno vnašati v razložitev obtožnega predloga neke dokaze, ki dejansko niso obstojni oziroma da je že znano, da jih ni in da so neresnični in da opisovala neka dejstva, ki so bila izkrivljena prav zato, da je poskušala utemeljiti nekako udeležbo, torej sostorilstvo gospoda Janeza Janše pri tem kaznivem dejanju, kajti zmanjkalo je dejstvo, s katerimi bi pač dejansko novo vlogo utemeljila. No, zdaj pa, seveda, to sicer gospod Belej že v tem govoru, pa bo verjetno še bolj izčrpal kot jaz, ampak zdaj pa še v sami strukturi tega kaznivega dejanja pa obtožnega predloga. Zopet bom enostavno kritičen iz enega razloga. Naša ureditev je v tistem času, zdaj je nekoliko spremenjeno v zakonu o kazenskem postopku, pač dovoljevala, da se v tako imenovanem skrajšanem postopku, sumarnem postopku, obtožni predlog, ki se vloži lahko tako rekoč brez obrazložitve, samo da so vpisani zakonski znaki, abstraktni in da je seveda potem v tenorju še vpis konkretnega ravnanja, torej da so nekako napolnjeni skozi vpis ravnanja. Dovoljevala, da tak obtožni predlog opravi samo tako imenovani formalni preizkus in da pride seveda zadeva že v fazo glavne obravnave po odločitvi takega obtožnega predloga, torej samega kazenskega postopka. V takem postopku ni bilo možno z ugovorom, kot to v rednem postopku izpodbijati
tako bom rekel, da sum pod pravilnost takega obtožnega predloga, če je vseboval vsaj načeloma tisto, kar je zakon določil, to je bilo pa ime, priimek in tako naprej, in seveda opisane zakonske znake in opisane konkretne ravnanje. Ampak ne glede na to, bi sodnica, kolikor bi ob preizkusu tega obtožnega predloga bila zadosti kritična in seveda imela, ko me se rekel, dejansko zadosti znanja, če lahko tako rečem, strokovnega pa izkušnje, ne vem, kako bi to, na kak način bi se pravilno izrazil, da ne bi bil seveda res željiv. Po mojem oceni bi morala oceniti, da obtožni predlog, tako kot je sestavljen, pa se seveda opredeliti samo do tenorja tega obtožnega predloga, ugotoviti, da enostavno niti zakonski znaki, ki so sicer abstraktno navedeni, opis je abstraktno naveden, kaznivega dejanja, v nadaljevanju niso opisani tako, da bi bil tak obtožni predlog popoln, kajti tako kot je opisan z pomanjkanjem seveda izvršitvenega dejanja in pa tudi z pomanjkanjem tako imenovanega ravnanja ob sprejemu obljube nagrade, pa tudi ob morebitni istočasni obljubi, da bo posredovano pri uradnih osebah in seveda pri katerih uradnih osebah bi mogla tak obtožni predlog enostavno ne dopustiti. To je pač moje gledanje. Zakaj? Še sem rekel, enostavno iz tega razloga, ker tožilstvo tudi v tenorju te obtožnice je nedosledno, obtožni predlog v tem delu nepopoln, kajti vaš čas tožilstvo na veliko opisuje in razpreda o tem, kako naj bi gospod Janez Janša in seveda v sostorilstvu za gospodom Zagožnem, kar je tudi gospod Beleže, se enkrat upredbil, da tako sostorilstvo, kot je bilo opisano, pač ne gre, da enostavno naj bi njegovo ravnanje se gibalo okoli tega, da naj bi nadzoroval, opazoval postopek, ki ga je imel pod nadzorom in da naj bi bil z njim seznanjen in da naj bi vlada, tukaj že uporabil kar izraz vlada, predlagala lokalnega zastopnika Patriji in da so seveda v Patriji se zavedali, da morajo imeti takega lokalnega zastopnika, ki bo blizu vlade Republike Slovenije in trenutni vladajoči politiki in da bo seveda tak lokalni zastopnik izbran. No, nekaj še seveda poskušal prislovati tudi vpliv in položaj iz gospoda Zagožna in gospoda Janeza Janše, kajti to kaznivo dejanje lahko seveda izvršile za svojim vplivom in položajem, da bo izkoristil svoj položaj in vpliv za tako imenovano nezakonito posredovanje in vplivanje, ampak o tem, kakšen položaj in vpliv konkretno je to imel do katere osebe, ki je v uradnem postopku sodelovala, seveda tožilstvo ne opisujem, se dovolji zgolj z abstraktnimi navedbami teh zakonskih znakov. Tudi ne opisuje seveda dejansko samega uradnega dejanja. No, da ne bi prišlo do nekih zmotnih predstav v tem, je dejstvo, da začetka se je veliko govorilo o tem, kot da bi bilo kaznivo dejanje seveda izvršeno tako, da naj bi že dejansko neka podkupnina bila dana oziroma da bi nek denar prišel. Dejstvo je, da je pač tožilstvo v tem postopku sodnica izdala obsodilno sodbo, ker je razglasila obsodilno sodbo, samo v tem delu očitka, da gre za sprejem obljube nagrade, za seveda nezakonito posredovanje, no in pri tem seveda se gre za tako imenovano, po moje, naprej še nepravo podkupovanje, kajti ustavi se vsa zadeva v tej fazi že
pri tako imenovanem pripravljalnem dejanju vplivanja na uradne osebe. Torej, do samo vplivanja ne pride, ampak tožilstvo bi v tem obtožnem predlogu moralo pa jasno se opredeliti. Prvič, tisto, kar vsi pričakujemo in kar smo na razglasitvi tudi pričakovali, torej, kako, na kakšen način, kdaj, v kakšnem času in je gospod Janez Janša, torej s kakšnim konkludentnim ravnanjem je izrazil ta sprejem obljube nagrade in istočasno ob tem sprejemu obljube nagrade ali obljubil, da bo seveda za svojim položajem in vplivom, ki ne bi ga takrat imel, tudi dejansko posredoval pri uradnih osebah, ki so opravljale uradne dejanje, torej opravljale uradne dejanje izbiro najugodnejšega ponudnika za izdelavo oklepnikov 8x8. Vsega tega v nori obtožnega predloga v konkretnem opisu ni, ampak se enostavno, kot pravi nekako tožilstvo zateka, da ne bi bilo kaznivo dejanje izvršeno še s tem, da je bil patri predlagan lokalni zastopnik, to je družba Ropis, in seveda zatem, ko je bil predlagan lokalni zastopnik in ko je bila tudi obljubljena na drugi strani pod zabožne zahtevana nagrada, zato ker je bil predlagan ta zastopnik, ki je bil pozneje tudi izbran, seveda, da je prišlo do tega kaznivega dejanja. No, ves čas tega postopka je bilo jasno zatrjevano, da dejansko se ne more posodilne sodbe izdati na takšnem opisu kaznivega dejanja in ob takšnih dokazih, kot so bili v tem postopku predstavljeni. Gospod Janez Janša je v svojem zagovoru pa tudi poznaj jasno povedal, da nikoli za nikomer od vseh teh oseb, ki so bile soobtožene, ali pa z osebami, ki so bile v obtožnem predlogu še navedene, ni imel nikakršnega dejanskega, niti posrednega, niti telepatskega stika v zvezi z samim izborom torej izvajalca v tem postopku javnega naročila 8x8. Res je nenavadno, da tožilstvo v obtožnem predlogu, v opisu obtožnega predloga najprej tenori ne opredeli kraja pa časa, pa v opisu se vseeno sklicuje na posamezne datume, ko naj bi se gospod Janez Janša dobil za zabožnem in kar bi kazalo, da je takrat ta sprejem obljube nagrade posredno preko drugih oseb prišel do njega in ne bi ga tudi na koncu on sprejel, čeprav nikjer tega izredno ne zapiše, kdaj in kje. In kljub temu, da operira z nekaterimi datumi, ko izhajajo, kot sem rekel, iz teh elektronskih sporočil, ko posredno se sporoča, da naj bi nekdo povedal, da naj bi se dobili. No, kljub temu, da to v obtožnem predlogu nekako zatrjuje, nihče ni teh datumov preveril. Mi smo sicer v fazi postopka tudi gospod Janez Janša zagovor je rekel in sam poudaril, pa tudi nismo sodišče pač to učitelji, je sam rekel, da enostavno ne povejo, katere dneve, kdaj, kje naj bi seveda se s komorkoli od teh so obdolženih ali pa z ostalimi osebami, ki so se skozi dokazni postopek pojavljale, dobil ali srečal ali govoril in da bo seveda brez težave, glede na to, na funkcijo, ki je upravljal, da bo brez težave dokazal, da to jim ni tako, čeprav bi seveda moralo tožilstvo dokazati, da je temu tako. No, ampak tega nikoli ni bilo. Konkretnega očitka nikoli ni bilo. In potem seveda iz takšnega obtožnega predloga in vodenje takega postopka pomanjkanju vseh teh relevantnih
relevantnih očitkov in opisov dejanja, je seveda kršena pravica do obrambe, kajti gospod Janez Janša in jaz, kot njegov zagovornik, enostavno v postopku nismo vedeli, pri čem naj se brani. Ker po pomanjkanju konkretnega opisa enostavno ne veš, bom rekel tako, če ne veš, kdaj naj bi nekaj storil, pa seveda tudi kako naj bi to storil na ta neznan komunikacijski način, enostavno tudi ne moreš predlagati dokazov v sodišču, da ugotovi, da to ni res, ker če nekdo nekaj ne zatrdi, da si se, ne vem, v tem mesecu tam in tam ali s tem in tem srečal in da je tam bil dan jasen sprejem obljube nagrade in da si takrat in takrat obljubil temu in temu, da boš posredoval in izkoristil svoj vpliv in posredoval pri uradnih osebah, da bo nekdo izbran, potem enostavno tudi ne moreš seveda enostavno se braniti in predlagati kakšnih koli dokazov, da so dokazali, da to ni res. No, kako so bili verodostojna ta elektronska sporočila, na katerih sodišče krati seveda svojo obsodilno sodbo, kljub temu, da so samo posredna, je pa očitno tudi iz enega drugega dejstva, še ki se je v postopku pojavilo, in sicer tega, da je bilo jasno v ugotovljeno, da je šlo enostavno za, kot sem rekel že prej, za zavajanje Riedla v zvezi z informacijami, ki ne prihajali do Fincev, zato da si je pač enostavno on izgovoril tisto svojo nagrado. No in sicer, če gledate sam obtožni predlog, pa potem seveda tudi obrazložitev sodišča, ki je pa dana v razglasitvi, boste videli, da se odpira tudi na elektronska sporočila, ko je Riedl enostavno obveščal ni Tenena o tem, kako so prihajale ponudbe za izbor izvajalca tega javnega naročila. Zanimivo je bilo to, da je 3 dni zatem, ko so bile predane ponudbe za izbiro izvajalca na MORS, kar je bilo seveda javno, celo fotografije so bile v postopku pokazane. 3 dni zatem je Riedl sporočil Tenenu, kako je on tajno dobil informacijo, da so bile dane 2 ponudbe. No, to tajna informacija je pa javna, ker je bilo 10. to 4. takrat, ko je bil zadnji rok za oddajo ponudb, je bilo to v vseh časopisih, da sto dala samo Rotis in Viator Vektor, torej da so bile ponudbe, ki so bile vdane in to se tudi snemalo, nosili so se celi zabojitja teh ponudb in to je bilo tudi zapisano in zabeleženo že na sami spremni pisarni in to je bil splošno znan podatek, ampak to je bilo konspirativno javljeno 13. torej 3 dni zatem, ko so bile ponudbe dane. No in seveda največja neumnost tega postopka je pa, da se tem sporočilom daje verodostojnost, ko se pa pozneje ugotovi, da v istem sporočilu Riedl dramatizira situacijo in opisuje, 13. opisuje, danes so bile 2 ponudbe, vaša je sigurno favorizirana, odpiranje bo pa čez en teden, nisem še zvedel od tistih, ki naj bi me poročali o tem, svojih podagentov, nisem še zvedel, kako bo. No in čez en teden se javi in pove, da imajo šanse, ker je bila njihova pravilna in potrjena in ker imajo pa le najboljše igralce na političnem parketu, bodo verjetno tudi izbrani. No, se pravi, smešnost tega, da tožilstvo pa če to vseeno uporablja, je pa v tem, da je v listinah in v dokazih bilo jasno, da je bilo
10. je bilo dan za oddajo ponudb, 12. so bile ponudbe odprte in 12. so bili že tudi oba ponudnika obveščena o tem, da so bile ponudbe pravilne in pravočasne. Tako da z zamikom 10 dni je, bi rekel, ta Lidl po svojih agentih sporočal Patrii tisto, kar je bilo že znano in kar je bilo že v vseh časopisih. In to kaže na to verodostojno sporočil in na ravnanju teh agentov in pa tudi na to, da je tožilstvo pa tudi sodišče premalo kritično vsega vsa ta sporočila, ki sicer posredno omenjeno gospoda Janeza Janša. No, kot sem rekel, da še eden taka svetka se je zgodila, tožilstvo pač pravi, da je nekako se začelo z nekimi pripravljalnimi dejanji, če lahko temu tako rečem, pa prvimi sestanki, pa nekje 2005, začetku leta, potem so pa že nekaj se srečevali gospod Janša pa gospod Zagožen tam nekje v maju 2005, takrat nekaj se že dogovarjali o tem lokalnem zastopniku. No, zgodi se pa to, da je takrat komaj, kar je iz listenske dokumentacije tudi jasno, takrat se komaj izdela nek dokument, ne vem, če ga bom tukaj najdu, ki pa je imel datum 25. maj, to je tako imenovan datum Lobbying in Slovenija, mislim, da je datum dokument imenovan Lobbying in Slovenija. No, zakaj ta dokument ni bil neka podlaga, ko je ta dokument pripravljen, ker so opisani pač posamezni politiki v Sloveniji in ta dokument ne bi bil izdelan kot neka matrica vplivanja, na koga seveda v Sloveniji je potrebno vplivati, da se ta posel dobi. No in ta dokument, tako imenovan Lobbying in Slovenija, ki je izdelan maja 2005, ki ga tožilstvo tudi opisuje, ker ne bi bil predan potem Zagožen ne bi ga pozneje predal gospodu Janši. No, ta dokument ima pri opisu posameznih akterjev politike slovenske opisano dejstvo, da je maja 2005 bil predsednik vlade, noter piše pač predsednik vlade Tone Vok, bodoči predsednik po volitvah piše gospod Janez Janša, in predsednik države seveda gospod Janez Drnovšek in tam je označeno, da je treba na te osebe vršiti močen politični pritisk preko vseh agentov, da bi pač do tega posla prišli. Torej, tisti, ki ta dokument, ki ne bi pol tudi zakrožil kot neka matrica vplivanja do gospoda Zagožna in ostalih, verjetno, če bi bilo to res, pa tisti, ki je dokument pripravljal, bi se vsi nasmejali, da bi vsakemu v Sloveniji, ki bi tak dokument v roki dobil, bi bilo jasno, da bi bil gospod Janez Janša takrat 6 mesecev predsednik vlade in da gospod Tone Vok ni bil več predsednik vlade, ker je gospod Janša nastopil svoj mandat, mislim, da oktobra 2004 in 2005 maja seveda, če sem kaj narobe rekel, me popravljate, mislim, da je do konc leta 2004, ne oktobra, novembra, ne? No, to je bilo pa 20. maja 2005, ne? In s takimi dokumenti in s takimi matricami vplivanja naj bi se to neljubo posredovanje pri uradnih osebah in izkoriščenje vpliva začelo. Torej, s takimi dokumenti in s takimi informacijami je razpolagalo tožilstvo in s takimi, na podlagi takih dokumentov in takih informacij pa takih dokazov posrednih je tudi sodnica ugotovila, da ne bi bilo dejanje dokazano. Jaz sem pač poskusil izpostaviti samo par takih primerov, ki kažejo na to, da ta postopek ni tekel pred nepristranskim sodiščem,
da sodnica v tem postopku po moji oceni ni bila nepristranska, ker se kaže iz samega ravnanja, kot sem ga že od začetka povedal o preizkusu obtožnega predloga, pa tudi nadalje o preizkusu teh dokazov, pa tudi ob tem, da tudi če je seveda že tožilstvo to ni storilo, pa tudi pa ona ni tega hotela storiti, sama po uradni dolžnosti, pa tudi po naših upozorili, da ni seveda šla preverjati vsaj dejanskega stanja v tej smeri, da bi od tožilstva jasno zahtevalo, da opredeli bolj konkretno ravnanje in potem tudi preveri skozi evidenco, bom rekel, gibanje takratnega predsednika vlade, torej gospoda Janeza Janše, bi tudi bilo jasno ugotovljeno, da okoli ničesar ni bilo. Torej, ob teh dejstvih in ob dejstvih, ki sem jih na začetku opisal v ravnanju gospode Krapera in gospe Krastorjeve, je pač občutek, da postopek ni bil pošten, da je bila kršena pravica do obrambe, da seveda je sodišče že v samem začetku, da je tožilstvo že v samem začetku pripravilo obtožni predlog, ki je bil skonstruiran v sostorilstvu zagožnem tako, da je pač lahko skozi, jaz rečem, stranska vrata nekako poskušalo pripeljati in je tudi uspel. Konec koncev v kazenski postopek še gospoda Janeza Janše, tudi temu, da je bilo jasno, da ni nikakršnih dokazov in da že jasno tudi, da že iz samega opisa dejanja ni zadosti dejstvo, da bi sploh lahko do tega prišlo. Nasprotno, kot sem rekel, pa ob opozarjanju, pa danes sem spet lahko kaj takega rekel, ob opozarjanju na to, da si je pač tožilstvo privoščilo napisati nekaj neresnična dejstva v obtožni predlog in s tem poskušalo seveda premeniti gospoda Janeza Janšo, ne poskušalo. Trudno se jim je uspelo tudi ga opremeniti, da ne bom rekel vedno v pogojniku. Sva se je pa to pač zaključilo s tem, da je bilo pa zelo precizno in zelo hitro in učinkovito pri obtožbi mene in njega za razžalitev, ker so zopet storilca, zanimivo je v tem, to pač mimo grede, na to storilstvo se večkrat vračam. Zakaj? Ne? Zato, ker tudi tam so storilca, pa sodišče ni pojasnilo, na kakšen način so storilca. Jaz naj bi dejanje storil zato, ker sem zoper gospod Kraster vložil kazensko ovadbo, zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja oziroma nevestnega dela v službi takrat. To naj bi storil zato, ker mi je gospod Janša dal pooblastilo, da to storil. No, gospod Janez Janša pa naj bi to tudi storil, ne, ker je pa vložil ovadbo proti njej zaradi tega kaznivega dejanja, ne. Torej, oba naj bi storila dejanje, pa se ne ve, kdo naj bi kaj naredil, ne, pa kdo naj bi kaj storil, ne, ker če sem jaz storil po pooblastilo, potem tega ni mogo storiti, da je seveda samo on storil, ne, pa jaz tega nisem storil, ne, če sem delal po njegovih navodilih, ne, kot odvetnik. Po drugi strani so pa zopet storilce, ker so to javnosti predstavlja, pa so ražalna, ne, pa zopet se ne ve, kaj naj bi kdo rekel, ne, konkretno, s katerim dejanjem ne je bilo konkretno ražalo, ker so storilca sta oba isto govorila, verjetno sta iste besede uporabila istočasno in isti jezik. Tako da, ob takem dogajanju, ne, žal ne moreš biti nekritičen do tega in ne moreš se izogniti občutku, da seveda tožilstvo pa tudi sodišče ne ravna enako v vseh primerih in ta enakost pred zakonom glede, se rekel, tudi političnega prepričanja in ostalih zdaj, kar je v ostali navedeno, ne velja za vse enako in da se različno obravnava različni osebi. To je tisto, kar je najbolj tragično. Jaz sem nekaj rekel, ko sem videl, da me gospod Bele, enkrat profesor Bele, seveda tudi popravil, sem rekel, da je to tako je bilo v starem režimu, ne? Da neko ne še hujše, to je bilo takrat, ko so čarovnice preganjali, ne? Ko so čarovništvo zatirali, ne? Jaz se žal res ne moram izogniti temu, da ima celoten proces pač nek drugi prizvok, ampak bom enostavno v tem nivoju, da bom enostavno, tako kot je profesor Šturom rekel,
ostal na tem, da so kršitve očitne, evidentne in da seveda sem prepričan, da jih bo sodišče v nadaljevanju tega postopka pač spoznalo in bomo upozorili, smo že upozarjali in samo upam lahko, da ko bo do tega prišlo, da se bo tudi nekoč v Sloveniji razvil, bom rekel, tako razvil, pričel uporabljati tudi člen, ki pravi, da tudi sodnik, ki zavestno ali pa kako drugače krši pravo ali pa ga izmeniči, pač izda imenovano krivično sodbo, se to odgovarja, to je pač določba oziroma opis kaznivega dejanja in kaznivega dejanja, ki bo vnešeno v kazenski zakonik, takrat, ko je profesor Šturom bil minister za pravosodje in se takrat kazal spremljivo, če se ne motim, bilo to takrat. Takrat je ta člen, ki je, da rekel, vnesel veliko razburjenje v sodstvo, prišel v KZ, žal je trenutno samo črka na papirju, ker ga ni moč uporabiti. Hvala.